V nadaljevanju bom poskušala čim bolj na kratko predstaviti nekaj poudarkov, ki se dogajajo sedaj v naši banki. Podatki so za 30.9., ker pač letnih poročil še nismo objavili in ker smo javna delniška družba za 31.12. še ne smemo nekako razkrivati teh končnih podatkov. Glede na to, da pa imamo še revizorje v hiši, tudi nimamo še bilanc čisto do konca potrjenih. No, ampak kot večina poznate banko in se z nami srečujete pač v vseh teh naših medsebojnih odnosih, včasih smo, jaz upam, da bolj prijazni, včasih mogoče malo manj, pač glede na pravila, ki jih moramo spoštovati, smo mogoče včasih tudi malo trdi. No, par podatkov za poslovanje naše banke. Kot vidimo, bilančna vsota na 30.9. je bila 860 milijonov. Rada bi to poudarila, da od 30.9. do praktično konca februarja se je naša bilančna vsota povečala za približno 50 milijonov, kar vsaj mi v banki si tako razlagamo, pač se zaupanje v našo banko krepi, saj dejansko nam depoziti prebivalstva zelo hitro rastejo. Tudi količnik kapitalske ustreznosti imamo zaenkrat primeren, naš tržni delež se ohranja nekje okrog 2%. V lanskem letu smo povečali tako vloge prebivalstva, kot tudi kredite pravnih oseb in pa nekaj kreditiramo celo državo. Dosegamo tekoče poslovanje ugodno. Mislim, da bomo v lanskem letu 2013 dosegli dobiček pred slabitvami nekje največji v tem zadnjem obdobju. Seveda to je delno tudi na račun plač. Mi smo že predlani znižali plače in v lanskem letu še dodatno za 8% in seveda delno pa tudi povečali samo produktivnost in na ta način seveda tekoče dokaj v redu poslujemo. Ker je pa namen današnjega nekako predstavitve, predvsem to, kako banka deluje in kako je povezana s podeželjem, bi samo par besed na to temo. Naša banka, veste, je pač vpeta v to podeželje. S banko se trudimo, da smo prisotni ne samo pri naših komitentih, ampak tudi v okolju, kjer delujemo. Poskušamo nekako pomagati ali sodelovati z raznimi društvi v naši bližini ali v bližini poslovalnic, z raznimi organizacijami. Res je, da nismo neka bogata banka in seveda so naše donacije ali naši prispevki sorazmerno majhni, simbolični, vendar s tem želimo pokazati neko spoštovanje tudi do organizacij, ki na tem področju delujejo. V lanskem letu smo nekako se pogovarjali, kako naprej, kako z seminarno, veliko ste slišali o njej, težka je bila odločitev, kaj s tem narediti, vendar smo se na koncu odločili, da bomo tudi mi poskušali pač reševati podjetje, ki mislim, da je zadrugam blizu, kjer se verjetno še premalo upoštevajo vse sinergije, ki bi jih iz tega sodelovanja lahko dobili in vkolikor se bo vnaprej to sodelovanje nadaljevalo in vzpostavili neki poslovni odnosi, računamo, da bo iz tega nekako, da bomo šli vsi kot zmagovalci. Pomembno je, da druge banke sedaj zapirajo poslovalnice na podeželju. Mi resnično mesečno spremljamo učinkovitost poslovalnic in tudi razumemo te banke, kot so NLB, ki pač mislim, da jih bo zaprla okrog 30, vse skupaj vsaj včerajšnji seznam, ki ga mi pač
ažurno delamo, ker poskušamo na teh področjih nekako vzpostaviti stik s komitenti, z njihovimi komitenti in mogoče koga prepričati, da pride k nam, je bilo 36 poslovalnic na listi zapiranja. Dejansko pač te banke, ki so od države dobile milijarde, očitno hočejo racionalizirati poslovanje, ne glede na okolje, v katerem delujejo, in verjetno bi bile najbolj zadovoljne, da bi kar vsi samo v Ljubljano hodili in pač od njih in prinesli tisto ali pa dobili tisto, kar pravzaprav banka želi, ne tisto, kar rabi komitent. Mi nekako vztrajamo s temi našimi podeželskimi poslovalnicami, imamo jih še vedno 85, vidimo, kako težko je, če odpiraš novo poslovalnico, ljudje se zelo težko odločijo za menjavo banke, ker pri tem je seveda potrebno neko angažiranje in tudi vsak na koncu, če je zadovoljen svojo banko, nerad stvari menjuje. Vendar, kot sem rekla uvodoma, v zadnjem času opažamo pri nas kar velik porast komitentov. Tudi v lanskem letu smo imeli cirka 6000 novih komitentov, kar je pa tudi nekje rekord v teh zadnjih letih. Vse to, mislim, da praktično so moji sodelavci naredili skoraj vse, kar je bilo v njihovi moči oziroma kar je pač v tem internem okolju oziroma znotraj banke bilo možno narediti. Moramo se pa zavedati, da v letošnjem letu so bile ta AQR, se pravi analiza bilanc, ki je seveda pokazala, da so naše banke precej slabe oziroma še slabše, kot so predvideli. Naša banka tega ni naredila, vendar pa od revizorjev zahtevajo, da vse banke enako tretirajo in delajo za iste komitente približno iste slabitve. Zavedati se moramo, da NLB recimo, ki je dobila za naše pojme ogromno denarja, je lahko slabila več, kot je po mednarodnih standardih primerno. In če bodo zahtevali od vseh nas ostalih, da bomo slabili enako, brez da bi nam dali, bom rekla, niti počen groš, bomo imeli seveda tudi mi težave in čez te težave mislim, da se bomo uspešno na koncu pač prebrodili in tudi dokazali, da sami zmoremo. In čeprav mislim, da bo zelo težko, letošnje leto bo pravzaprav eno tako usodno, če pomislimo na slovenski bančni trg, vidimo, da praktično banke primerljive nam, to so bile Faktor banka, Probanka, jih praktično ni več, kljub temu, da jih je država vse skozi svojimi depoziti občutno financirala, jim dajala nizke obrestne mere, ne, mi pa še živimo in mislim, da bomo preživeli tudi to vihro, ki nas seveda v naslednjih dneh in tednih še čaka. Jaz se vam zahvaljujem vsem, da nas podpirate, da nam stojite ob strani in jaz vam obljubim, da kar je v naši moči, bomo tudi mi naredili, da obstanemo. Hvala lepa.